Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. Vsakant kaj cajta rata da govorim s kajšnjim naročnikom našega novega Mata Jurja, ki živi daleč z Benečije. Ankar me praša, koja je situacija tle par nas, isto odgovorim tako, ako bi odgovoril približno vsak Benečan. Je vedno manj ljudi, ekonomija se ne razvija, politični debat je ustavljen vedno na konflikt med tistimi, ki se čujemo, Slovenci, in tisti, ki za toga nas sovražijo. Da doline se spraznejo, anče zamenjaš očala. Kar diantule, te se čudjen odgovori, ma ko mora biti? Ist, ki prebjeram vaš časopis, vidim, da imate puno kulturnih dejavnosti, da imate eno dvojezično šolo, kjer bijanist upisu moje otroke. Tel nov muzej smo, ki ga nije podobnega v cijeli Italiji, čezmejni projekti, an odkar je padla meja, ste tudi na adni ključni točki, ki povezuje vzhodno in zahodno Evropo. Mahar bi mi imeli adno tako živahno družbo tle par nas, tako, ako jo imate vi v Benečiji. Tako sem pomislil, da Mahar, naš časopis, ne opisuje lepo našo realnost. Sem pogledal. Ni res. Napišemo vse, kar je pomembno, dobre in slabe novice. Res je namreč, da slovenske organizacije, čeprav kajšan jih nima rad, delajo puno za naše kraje. Pa zaki vsedno se nam zdi, da situacija tako huda? A je naš etični pesimizem, ki nam stvor videti vse črno, ali je tudi kajšan drug problem? Sam videl, da v Podbonjescu občina navtehne dati v najem strukturo, ki ima kamping, bar, nogometno in tenisko igrišče cia sprijet, a nje lih obnediž. Nobedan jo neče vzet. Njih 10 kilometrov bojhor v Sloveniji sta dva kampinga, ki poljetje imajo puno ljudi, an je pa lih na isti rijeki. Ne, nije samo stvar od pesimizma. Mene se zdi, da problem je ankos naše mentalitete. Zadnja leta smo se navadili biti kuce, antela demokrščanska misel se je globoko vtaknila v naši glavi. Čakamo, da nas pastir pelje jest, in da nam pokaže, kam lahko gremo. Smo pa v dobi, kjer pastirjev jih je vedno manj, in tisti, ki so stari. Se mi zdi, da so tudi zgubljeni, navedo, ka niti oni, in še manj, kam peljati vce. Je prišel trenutek, da vce začnejo razmišljati same, da začnemo imeti no malo inicijative za tako, ki kaže posoče, možnosti so antle par nas. Potle je, recimo tudi, da mene so mi puno boju seč zadruge gospodari. Pa me gredo prvom gospodari, če nam pomagajo se henjati okat. Tell me why, povej ti zakaj se navrneš teraj. Vsako leto v začetku leta začnemo s predstavitvijo Trinkovega koledarja, ki je že 56. Letos novost od koledarja so, da napravila uvodni pozdrav ministrica za Slovence po svetu in zamejstvu Tina Komer, in pa da smo ne samo se ustavili v Posočju pa v naši deželi, pa smo poskočnili malo tudi na Koroško, da bomo poznali tudi njih zgodovino Slovencev na Koroškem in pregona iz leta 1942. Pa še tole se je zgodilo lani, da se je italijanska narodnostna skupnost v Sloveniji, Hrvaški spet dobila pozicijsko streho pod streho Evrope. V poglavju Zgodovina, jezik in izročilo
poskakamo v našo kulturo, v našo zgodovino, v naš jezik in ga storimo poznati tudi drugim. Letos prvič storimo spoznati našim ljudem, našim bralcem, tudi malo zgodovine od Koroške in tudi iz Istre. Se zmislimo na pomembne obletnice, ki bojo letos, ali pa so bile že, 70-letnica Kobariške republike, 60-letnica ustanovitve SKGZ-ja. Se zmislimo tudi na 40-letnico natečaja Moja vas s govorom, ki ga je imel Pavlo Petričič o prvem nagrajevanju. Govor je tudi o Dinami Kini, ki je še danes zelo aktualen in pomemben. Velja ga brati, zato ker natečaj Moja vas je bil prvi stik, ki so ga imeli naši otroci s slovensko pisano besedo. Poleg se ima beneške pjesme, ki je bilo bolj za odrasle. Skozi poezijo bomo poznali narečje od Terske doline, od poezije Viljema Černa, od Rezije so poezije Silvane Paleti, pa Nadiških dolin poezije Marine Črnetič in pa še Klavdija Trušnjak, ki pa živi v Belgiji. V koledarju se spomnimo ljudi, ki so nas zapustili, pa so pustili velik pečat v delovanju naše skupnosti. Se zmislimo na gospoda Emilija Čenčiča, ki je bil tudi več let je bil duša Trenkovega koledarja, s prispevkom, ki je napisal o zgodovini Tarbijske fare. Bo lepo pod kaj let brat, kar je on napisal v tisti vasi, kjer je živel več kot 50 let kot dušni pastir. Bomo poznali tudi Pavla Manzinija na drug način, ne samo kot umetnika, ampak kot velikega kulturnega človeka, iz besede Renca Ruklija. V Trenkovem koledarju smo objavili en del pravljice o Jozafatu in Barlaamu, ki jo je napisal Milko Matičev za Trenkov koledar. Pravljico Žužufet mu je Tina Vajtova, znana rezijanska pravljičarka, povedala že leta 1966, on jo pa je objavil prav v spomin na njeno smrt v Trenkovem koledarju za leto 1985. Ta pravljica, Jozafat in Barlaam, seveda s spremno študijo Matičetovega, predstavlja eno od biserov prve dobe Trenkovega koledarja. Drugi pomembni del je pa Ivan Trinko, pesnik Benečije in Buskalce iz Trinkovega otroštva, ki so ga pripravili 5. razred dvojezične osnovne šole v Špetru, ker pokaže življenje Ivana Trinka, tako kot je bil majhen, in nam pokaže morda, kako je bilo tam doma, ko je bil on še majhen, ko ni še šel učedat v šolo. Trinko koledar zaključi vsako leto, potem še tudi pregled delovanja društva Ivan Trinko iz našega dela in slovenska bibliografija Videnske pokrajine za leto 2012, ki jo prispeva Narodna študijska knjižnica v Trstu. Iz Nediških dolin. Društvo beneških umetnikov in Inštitut za slovensko kulturo vabita v Špeter v četrtek 6. februarja ob 6:30 na otvoritev razstave Pavla Petričiča. Beneška galerija in smo, slovenski multimedialno okno, bosta odprta vsaki dan od 5 do 7. Polisportiva Matajur vabi na pohod s častvami na Matajur v nedeljo 2. februarja in zbirališče bo v Sovodnjah ob 8:30 zjutraj. In še vpisovanje na opero v Ljubljano. Srebrna kaplja vabi 29. marca v opero gledati Verdijevo opero Rigoletto. Vpisovanje do 7. februarja pri Inek v Čedadu.
Za do nas je vse, se slišimo spet čez dan teden, an lijep pozdrav iz Benečije.